Lepo pozdravljeni. Vsak kos pohištva ima svoj karakter in nosi svojo zgodbo, pravijo v Knofovem salonu pohištva iz ponovne uporabe. Pri njih lahko najdete od mize do kavča, na svoj račun pa pridajo tudi zbiratelji in ljubitelji retro kosov in takšnih s podpisom znanih oblikovalcev. V salonu so se pripravili tudi na novo šolsko leto, saj so posebno pozornost namenili obnovi in ponudbi pisalnih miz in stolov. Salon nudi novo priložnost pohištvu, ki so se ga lastniki ali naveličali ali ga zaradi manjših poškodb zavrgli. V teh dneh imajo mojstri v njihovi delavnici kar precej dela. Dejansko tole je en stol, šolski stol, ki smo ga pošmirljali in malo pokitali. Bil je tapiciran in to bomo tudi pretapicirali nazaj, drugače pa določene stvari pošmirljamo, tudi kar se da, da kot zgleda novejše, ne? Ampak je staro pohištvo. Ne? Vodja salona Špela Osojnik nam razkaže nekatere najzanimivejše kose. Ta pisalna miza je iz 63. leta prejšnjega stoletja. Imamo več različnih stvari v našem salonu, počnemo tudi različne obnove. Tako da, če bi si želeli mogoče tudi kakšno svojo mizo obnoviti, je to možno pri nas. Ali pa pridejo k nam pa pogledajo različno ponudbo od starega masivnega pohištva tudi do kakšne iverice, najde se zelo veliko kvalitetnega pohištva. Pohištvo, ki ga dobijo, je še uporabno, a ga glede na stanje bodi si obnovijo, bodi si popolnoma predelajo. Ukvarjamo se tudi z upcikliranjem, torej z različnih kosov, ki so nekako uničeni, dotrajani, sestavimo nekaj novega. Tako da tudi ponujemo svoj dizajn. Večino tega pa ljudje se trudijo, da nam donirajo zelo lepe kose. Včasih pride v dobrem stanju, tako da v bistvu malo pobrišemo, malo pokitamo, malo pošminkamo, v bistvu, ne, potuširamo, če se da. Določena stvar moramo pa prešmirljati, pokitati in dati na barvo. Ne. Pohištvo pridobijo iz različnih virov, večinoma pa prek donacij in iz kosovnega odpada. Posebna zahvala gre našem partnerju Kostaku, kateri je imelo veliko razumevanja in posluha za problematiko, s katero se danes srečujemo. Opažamo, da dobivamo veliko donacij iz cele Slovenije, ne samo od občanov. Zato gre tudi posebna zahvala njim. Osojnikova ob tem še doda, da so se na novo šolsko leto pripravili tudi v njihovi šivalnici, kjer so izdelali trajnostne ovitke za knjige in zvezke. Salon se skupaj z butikom nahaja v nakupovalnem centru v Krškem, v tako imenovanem šopingu in je del krožnega laboratorija Knof. Krka številnim obiskovalcem nudi ohladitev v vročih poletnih mesecih. Obiskali smo kopališče v Kostanjevici na Krki, ki velja za eno lepših in bolje urejenih kopališč pri nas. Letošnje poletje s sončnimi žarki nas koparji in vreme je kot nalašč za osvežitev ob Krki. Ja, večkrat pridemo vsem s prijatelji. Je čista voda, pa tudi kopališča so fajn tle in je fajn zaskakati in zabavno. Voda je tukaj veliko toplejša kot drugje. Zelo je čista voda, tudi pesek je po tleh, zaskakati v vodo je fajn. Je dosti globoka za na glavo skočiti. Kopališče s pridom izkoriščajo tudi domačini. Tole lepoto in tole, kar imamo tukaj uživamo 300 na uro. Vsak dan prihajamo sem, vsak dan se kopamo dopoldne, pa popoldne, ko je velika gneča, malo manj, pa tole vročino v hiši preživimo, proti večeru je pa spet Krka naša. Ker je veliko naravne sence, reka pa ni preveč globoka, je kopališče primerno tudi za družine z otroki. They like a nature all, and I think that the best for they like is try to cut fish. That they are run a lot and it's very difficult, but they enjoy a lot stay on the river. Španska družina se je v Kostanjevici ustavila za nekaj dni. And we just come here with our motorhome and we park here. We decided to stay here for the good weather and the river that kids can swim and refresh. V poletnih mesecih je v Kostanjevici precejšnja gneča, zlasti ob vikendih. Tako letošnji obisk oceni Marjan Jerele, ki v okviru mestne čolnarne izposoja čolne. Na levem bregu Krke pa ima bar na plaži. Lansko leto so v glavnem slovenski gostje bili zaradi korone. Mislim, da odkrivajo celo Slovenijo, raziskujejo, letos so pa tujci spet se vrnili.
predvsem iz Nizozemske, Belgije, Nemčije, Francije. Turizem se v Kostanjevici hitro razvija, zato v svojo ponudbo vsako leto dodajo kaj novega. Zdaj smo pač peskovnik za otroke, potem skozi neke novitete, no, tako, da se razvija. Predvsem moramo tudi tukaj v Kostanjevici, da bomo nivo ponudbe zvišali. Na tem moramo delati. V cilju, da kostanjeviško turistično ponudbo dvignejo na še višjo raven, pa že načrtujejo novosti za prihodnje leto. V Posavskem muzeju Brežice so tudi med tokratnimi počitnicami pripravili počitniške delavnice. Letošnjo drugo poletno grajsko dogodivščino so namenili spoznavanju nove razstave po Posavju z žlico in čašo. Za otroke, ki so si želeli konec poletnih počitnic preživeti ustvarjalno, so v Posavskem muzeju Brežice pripravili poletno grajsko dogodivščino. Pričeli so jo s peko kolača v glinenemu dedu prašička. Ko je bil pečen, so ga okrasili z limonino glazuro. Smetano delamo za napojske. Sladkor, pa stisnila smo limono, pobrala ven koščice pa dala not in to je večinoma to. In zdaj mešamo. Zelo mi je bilo všeč, pa najbolj všeč mi je bilo pa, ko smo mogli vagati. Sladkor, moko. Ker ni nekega recepta, kako so to včasih delali, sem se odločila, da smo za otroke pripravili čisto enostaven biskvit, ki smo ga malo izboljšali z limono, ki ga v osnovnem receptu ni. Otroci so uživali pri branju receptov, pri iskanju sestavin, seveda pri sami izdelavi. Potem so opazovali, kako to narašča in se peče, in največji uspeh je bil, da je dejansko ta biskvit prišel ven iz modela. V nadaljevanju so otrokom predstavili postopek izdelave glinenih rib in krškopoljskih prašičkov, ki so jih nato s posebno tehniko patinirali oziroma postarali. Zdaj pa delamo, da bojo ribice, ko so že pečene, pa prašički, da bojo izgledali čim bolj stari. Zdaj barvam pujska. Mija ga je barvala s črno barvo, ki je osnova za nadaljnje ustvarjanje, pojasnjuje likovna pedagoginja. Mi smo jim naredili po predlogih, da lahko to pozlatijo ali naredijo v bakar imitacijo. Skratka, različne te. Tukaj imam zdaj tale primer, recimo tale je bakren, dobi to zeleno patino. Zdaj otrokom je najbolj zanimiva zlata, ker je tako pač posebna. Tako da poskušajo to. Zdaj za osnovo mi uporabljamo kar akrilne barve, ker je za otroke najlažje. V Posavskem muzeju Brežice počitniške delavnice vedno povezujejo s katero od aktualnih razstav. Letos je to 5 čutov okus, v kateri združujejo različne projekte, ki jih ustvarjajo že nekaj časa. Tako da skušamo otrokom pokazati, kako je dediščina prav zanimiva oziroma kako lahko sodelujejo pri različnih procesih in seveda tudi pokazati, kaj take, kje druge ne delajo. Naprimer, pač bojo patinirali posebej, barvali te naše ribice, votivne, s prašičkom se bojo tudi tem bolj votivni ukvarjali, se pravi, kjer podarjamo pomene, kjer podarjamo, kaj vse lahko nam dediščina pove in kaj vse lahko z njo tudi delamo za našo prihodnost. 3-dnevne delavnice se je udeležilo več kot 20 otrok med 6. in 14. letom starosti. Po lanskoletni pavzi letos znova pripravljajo Mednarodni otroški pevski festival Brežice. Letošnji, ki bo 5. po vrsti, bo potekal med 27. in 29. avgustom. Mednarodni otroški pevski festival Brežice. Lansko leto naj bi se zgodil že 5., ampak žal zaradi korona razmer ga nismo niti pripravljali. No, letos smo pa se opogumili in rekli, na vsak način bomo poskusili. Glede na to, da je večina festivalov, recimo potem, vsaj v letošnjem letu, podobnih potekalo online, smo rekli, probali bomo, mogoče bo situacija kje boljša, če ne pa v skrajnem primeru tudi mi naredimo online. Ampak vse kaže, da nam bo uspelo in vesela sem zelo zato, ker je le skoraj celo leto neke organizacije in mogoče je bilo mičkeno manj prijav letos, ampak še vseeno zelo, zelo veliko. Sprejmemo jih lahko samo 50 do maksimalno 52 recimo otrok. Dobili smo pa letos tudi kar dosti lepo število prijav in sicer 87. Tako da upamo na lepo vreme. Zavedamo se seveda, da niso glih razmere za obisk prireditev, marsikateri zdaj v teh tednih ravno odpovedujejo zaradi spet strožjih razmer, ampak nas vodi ne želja po zaslužku, ampak želja po tem, da res otrokom omogočimo vse pogoje za lep nastop in sicer pravzaprav za njih to delamo. Tako da smo zelo zadovoljni tudi zato, ker smo dobili odziv spet iz različnih držav,
ne le Slovenije, ampak pridejo pevci tudi iz Hrvaške, iz Srbije, iz Bolgarije letos tudi. Prvič tudi Avstrije, kar nas tudi zelo veseli, potem Bosne in Hercegovine. Tako da bo kar pestro in zelo zanimivo. In vljudno vabim res vse. Naslednji vikend, 27. avgust, bo prvi polfinalni večer v Mladinskem centru Brežice, 28. avgust drugi polfinalni večer in veliki finale na tem čudovitem grajskem dvorišču v Brežicah ob 19. uri 29. avgusta. V Mestnem muzeju Krško so odprli občasno razstavo Fran Bonač in tovarna celuloze na Vidmu pri Krškem. Z njo predstavljajo industrialca in njegov prispevek, ki ga je prinesel v ta prostor skozi izgradnjo tovarne celuloze, ki je pričela z delovanjem konec oktobra 1939. Fran Bonač spada med najpomembnejše slovenske industrialce. Rodil se je leta 1880 v znani ljubljanski knjigoveški družini. In zaradi tega je Fran tudi prekinil šolanje na ljubljanski realki in odšel potem v šolo v nemško Gero, kjer se je izobraževal na področju knjigoveštva. Hkrati se je pa gor spoznal še s kartonažo in z drugimi dejavnostmi, ki se potem, bom rekla tako, organsko lahko povezujejo s knjigoveštvom. Leta 1907 je ustanovil kartonažno tovarno Ljubljana, leta 1920 papirnico Količevo, leta 1939 pa je postavil tovarno celuloze na Vidmu pri Krškem. Tisto, kar je zelo pomembno, je, da je seveda Bonač z vzpostavitvijo te tovarne in z njeno umestitvijo v Krško, v ta naš prostor, poskrbel za industrializacijo tega našega prostora. Za razliko od svojih prejšnjih proizvodnih obratov je za Videmskega kupoval povsem novo opremo. Še pred začetkom druge svetovne vojne je načrtoval tudi proizvodno širitev, želel si je proizvajati tudi tanke papirje, ki so manjkali takrat na trgu, ampak te njegove načrte je potem tudi prekinila druga svetovna vojna. Raziskovanje v arhivih je sicer pokazalo, da je tovarna delovala tudi v času druge svetovne vojne. Bonač je bil premeten poslovnež in je ugotovil, da mora nekaj storiti s to svojo tovarno v vojnem času in je 75% delež celotne tovarne prepisal na hčerko Hildo, ki je bila poročena z nemškim državljanom. Na ta način je preprečil, da bi Nemci tovarno zasegli in jo verjetno prodali na trgu. No in hčerka Hilda mu je potem v aprilu 1945 ta delež tudi vrnila, tako kot je bil prvotni dogovor, tako da je osvoboditev tovarna pričakala v 90% lasti Frana Bonača in 10% lasti njegove hčerke Marice Pehani. Bonač je bil še lastnik ali solastnik več tovarn, ki so jih po vojni vse po vrsti podržavili. Po tem obdobju se je vse do upokojitve ukvarjal s knjigoveštvom. Tovarna celuloze je tudi kasneje, ko je bila že družbena tovarna, skrbela za rast celotnega prostora. Z tega vidika je nadaljevala Bonačevo idejo, da je tovarna več kot samo proizvodni obrat. Na primeru Količevega recimo vidimo tam je Bonačev program, če se lahko tako izrazim, ko je gradil tudi stanovanja za delavce. Za vse to je potem po vojni skrbela tudi naša tovarna celuloze in papirja, ko je nares izraslo naselje, ko je tovarna skrbela za to, da je vlagala tako v šport, recimo bazen je nastal leta 1953 znotraj tovarniške ograje, da je vlagala tudi v kulturne dejavnosti. Tudi recimo naša ustanova, se pravi Kulturni dom Krško, je v veliki meri nastajal tudi zaradi vložkov te tovarne. Razstava je zasnovana kot poklon snovalcu in prvemu lastniku tovarne celuloze in papirja, vanjo pa je vključeno bogato fotografsko gradivo in osebni predmeti Frana Bonača. Na ogled je do novembra 2022. Iz Krškega pa znova v Kostanjevico oziroma natančneje v Kostanjeviško jamo, ki so jo skozi tisočletja izoblikovale padavinske vode, podzemni vodni tokovi in tektonski premiki, ter s tem ustvarili prečudovite sigaste tvorbe pravljičnih oblik. Prišli smo v trenutno najlepši del Kostanjeviške jame, imenuje se Kapniška dvorana. Jamo so odprle velike narasle vode leta 1937.
ko je bilo tukaj v okolici eno močno neurje, ogromno dežja je padlo v nekaj urah in narasle podzemne vode so hotele na plano. Na tem mestu je voda odkrila po vsej verjetnosti nekdanji izvir potoka, ki teče danes tam spodaj, tudi izvir je tam. In ko so vode po nekaj dneh odtekle, so domačini našli vhod v jamo. S tem seveda so tudi jamo odkrili, prišli so potem jamarji, ki so jamo tudi v tem delu, ki ga bomo danes pogledali, tudi zrisali, zmerili in jamo registrirali. Staniviška jama nosi registrsko številko 518, to je neke vrste njena hišna številka, ki se uporablja še tudi danes. Moje ime je Brane Čuk, sem jamar, jamski raziskovalec in tudi jamski vodnik. Gremo si pogledat to našo dolenjsko lepotico. Ko bomo najprej pogledali prvo dvorano, ki je izropana, kajti v ta prostor so prihajali že davno nazaj, torej takoj po odkritju jame. Vidimo posledice, torej ljudje so si vzeli kakšen spominek, v jami so spominki v glavnem kapniki in potrgali so kar nekaj kapnikov, odnesli v različne namene. Zdaj povedati je treba, da kapniki rastejo izredno počasi, da v povprečju potrebuje 1 centimeter 100 let in človek v svojem življenju isti kapnik utrga enkrat in nikoli več. Recimo tale, ta je bil star nekaj tisoč let, treba ga bo v bistvu čakati, če sploh še kdaj zraste nazaj. Naša pot nas pelje skozi meander, to je ozek zavit špranja strov, ki je mogoče malo ozek za obiskovalce, za jamarje, raziskovalce je pa tole še zmeraj avtocesta. No, tule stojimo pred breznom, 16 metrov globoko brezno, ki je bila prva naravna ovira, ki je preprečila ropanje jame. Seveda te stopnice, ograje, elektrika, to je vse naknadno narejeno in ljudje so tu prišli do črne luknje in se ponavadi obrnili ven, torej so odšli nazaj. Zato bo jama, ko pridemo na dno, takoj lepša, več bo kapnikov, ki so pač ostali ohranjeni. Prihajamo do najnižje točke turističnega dela. Tu, ko bomo pogledali jezero, gladina vode je 20 metrov pod vrati. No, žal je danes voda motna zaradi dežja, skalila se je. Če bi bilo teh padavin več, bi to jezero naraslo, bi zalilo to dvorano v celoti. To se dogaja večkrat na leto, odvisno od vremena. Ko jamo zalije, potem nekaj dni ne moremo v njo. Na stropu vidimo že več kapnikov, praktično so vsi živi, vsak ima kapljico, to pomeni, da rastejo. Ja, tole lahko vidimo kristale kalcita. Kalcit je mineral apnenca in zelo rad kristalizira. V osnovi je kalcit bel. No, kristalčki se pa tole lepo svetijo, v bistvu gre za ravne ploskvice kristalov, od katerih se odbija svetloba. Ta dvorana je dobila ime razvodna dvorana, kajti tukaj se ob večjih padavinah združijo 3 pritoki, zaenkrat smo ugotovili 3, ki potem povzročijo poplave. Tukaj si pogledamo kapnike, poznamo 3 osnovne vrste kapnikov in sicer vsi kapniki, ki rastejo od stropa navzdol,
se imenujejo stalaktiti, tisti, ki rastejo navzgor, so stalagmiti in kadar se kapnika združita, nastane kapniški steber. Tule gor imamo skupino stalaktitov, zaradi njihove oblike jim rečemo tudi kapniške zavese. Kapniški steber ali stalagmat, lepo ga lahko razložimo, torej stalaktit, ki je rasel dol, stalagmit je rasel gor in tukaj sta se že združila pred mnogimi leti in danes govorimo o kapniškem stebru. No, tukaj v tej dvorani vidimo lahko tudi tektonsko prelomnico in pa presihajoče jezero. Te stvari vidimo tukaj. Poglejte, tule vidimo eno linijo, eno črto. To je bil nekdaj odprt tektonski prelom. Danes je to zasuto z materialom oziroma z sigo, s kapniki. Lepo se pa vidijo posledice. Poglejte, desna stran je vsa zdrobljena, zmleta, leva je tukaj celo lepo pobrušena, kar je tipično za tektonske, bi rekel, prelome. No, na naši poti vedno vidimo to žico. To ni električna žica, to je v bistvu jamski telefon, ki ga uporabljamo pri raziskovanjih velikih jam za komunikacijo med jamarji, ki so zunaj, torej dežurnimi, in pa jamarji na akciji v jami. To je črna dvorana, tukaj je te manganove rude največ. Evo vidimo, praktično je vse črno. To je oksid rude mangana. Prihajamo v križno dvorano. Že ime pove, da je tukaj križišče. Jama se tukaj razdeli v dve smeri. Tu spodaj, torej v levo, poteka večina jame, še dobra 2 kilometra v smeri proti meji s Hrvaško. Tukaj imamo v nadaljevanju velike prostore, ogromne dvorane, veliko vode, 12 jezer, tudi reko smo našli, nekaj 100 metrov jo lahko sledimo po jami. Ta jezera so večja od tistega, ki smo ga videli. Najdaljše jezero mislim, da ima 54 metrov dolžine, okrog 250 kvadratov površine, 26 metrov je globoko. Kot sem pa omenil, je pa najgloblje v sifonu 32 metrov globine. V tej dvorani eno zanimivo tvorbo, v kamenino je voda vrezala en obraz. Tule ga imamo, čelo, oko, nos, tudi usta. Se pravi, zaradi značilnega nosu je to kar Indijanc, se pravi Vinetu, evo, če hočete. Tukaj imamo najnižji strop, torej tule paste na tele male kapnike. No, v tej smeri, torej v desno, pa bomo prišli v kapniško dvorano. To je pa trenutno najlepši del Kostanjeviške jame. No, prišli smo v kapniško dvorano. To je trenutno najlepši del Kostanjeviške jame. V tej dvorani imamo konstantno temperaturo, 11,5 stopinj na tem mestu, kjer stojimo. In po zimi to temperaturo skoristijo tudi netopirji, ki so kar pomembni prebivalci Kostanjeviške jame. Okrog 700 netopirjev prezimuje v Kostanjeviški jami, zato je tudi v zimskem obdobju jama za obiskovalce zaprta. No, tule si bomo zdaj lahko pogledali največje kapnike trenutno v jami. Kapniški steber, ki je v celoti visok 11 metrov. Potem imamo tudi največji stalaktit, skoraj 5 metrov meri v višino. In mnogi obiskovalci enačijo ali pa primerjajo to dvorano tudi s katedralo.
Seveda v katedrali mora biti nekaj prepoznavnih mest, tako imamo tule zadaj recimo spovednico, tamle gor imamo prižnico, pa Kristus je tukaj obešen na tej steni, v ozadju je pa vse skupaj en lep oltar. Tako da tudi ta prispodoba drži vodo. Za konec poglejmo še na splet. Sledijo najbolj brane novice minulega tedna. Spoštovani gledalci in gledalke, s tem tudi končujemo tokratno oddajo. Hvala za pozornost in nasvidenje čez teden dni.